Vesna Mikolič, dekanja fakultete za humanistiko 2 mandata. Skoraj 2. Marca 2012, ko se je mandat že iztekal, jo je na rektoratu čakalo pismo za razrešnico in odstavek pojasnila, da je prekoračila svoja pooblastila. Brez možnosti ugovarjanja, brez možnosti utemeljitve. Brez utemeljitve. Je mogoče, da nekoga razrešiš, ne da bi mu dal možnosti, da se izjasni o očitkih? Ne, z rektorjem se nisem čisto nikoli dobila na to temo. In že samo zato, ker rektor ni hotel slišati argumentov dekanje, pa bi jih moral, je sodišče razsodilo, da jo je razrešil nezakonito. Ta sodba je gotovo pomembna zaradi moje osebne prizadetosti ob šokantnem dejanju razrešitve, ki je bila unikum v visokošolskem prostoru. To je tudi sporočilo vodstvu univerze, da ne more ravnati samovoljno, pravi Mikoličeva. S tem pa spora še ni konec. Poleg razrešitve je Marušič odpovedal še delovno razmerje dekanje, tudi zato toži univerzo. V tem postopku so ji dovolili zagovora, namesto rektorja sta prišla prorektor in hišni odvetnik Cugmas. Zdaj prekoračitev pooblastil ni bil več tak problem. Našteli so ji druge grehe. Celo so insinuirali, zelo agresivno, zelo grobo so me hoteli prepričati, odvetnik Cugmas, o nekem računu, z nekimi bajnimi sredstvi, ki naj bi fakulteta neke transakcije delala, jaz nisem imela pojma. Mikoličeva vztraja, da ni naredila nič narobe, da pa je bila za Marušiča očitno moteča, ker je opozarjala na neenakopraven položaj FHŠ-ja znotraj univerze. Univerza ji mora zdaj vrniti več tisoč evrov sodnih stroškov. Ali bo univerzo odškodninsko tožila, pa še razmišlja.